Jaka Bijol, najlepša hvala, da ste se odzvali na našo prošnjo za intervju. Z veseljem. Zdaj je minilo že nekaj časa od menjave okolja iz Italije v Anglijo, najbrž ste se že privadili povsem na novo okolje. Ja, sem se v teh letih, zdaj gre mogoče malo hitreje, ko pa včasih. Ampak ja, vedno je nekaj novega. So neke stvari, ko nekaj časa rabiš, da se privadiš, ampak je bilo vse skupaj kar hitro, no, in sem zelo zadovoljen. Na začetku ste bili morda tudi malce negativno presenečeni, ne? Tisti karton, ki ste ga vlekli še iz italijanske lige, vam je preprečil prvi nastop na tekmi, potem ste kar malo bili izven enajsterice. Je bil to nek nov izziv za vas, za spopasti se? Pa kaj pa, nisem gledal tako negativno na to vse skupaj. Ja, tisti rdeč karton, mogoče bi se odvilo vse enako, mogoče se ne bi, nikoli ne veš, ampak na koncu pride tudi take obdobja v karieri in nič narobe s tem, tudi izkoristiš za neke druge stvari mogoče. In ja, mogoče sem tudi to rabil, da se privadiš na vse skupaj, če bi bilo vse skupaj takoj, mogoče ne bi bilo tako dobro, kot pa je trenutno funkcionira in ja, vse je za nekaj dobro, nič ne pride takoj, včasih tudi, no, ampak je včasih tudi malo slajše, če malo počakaš. Pa si prislužiš, ne, svoje mesto. Ja. No, potem vam je šla ta sprememba formacije, v bistvu kar na roko, te formacije ste bili vajeni tudi iz Italije. Kako se spominjate tega polčasa proti Manchester Cityju? Kaj je pravzaprav takrat v vašem moštvu kliknilo? Od takrat naprej je šlo vse še samo na bolje? Pa ja, tudi konec koncev, tudi v 4 je funkcioniralo na začetku sezone, pol je bilo malo slabše obdobje, ki je normalno, da tudi prije za vsako ekipo. Ja, trener videl, da mora mogoče nekaj spremeniti v tem trenutku in ja, je kliknalo dobro funkcionira, tudi trenutno. Ampak smo tudi v zadnjih tekmah, ko ni šlo mogoče vse v našo smer, tudi spremenili v 4 in je tudi funkcioniralo. Da trenutno, ko je prava energija, ko res nekako se začutimo vsi skupaj na igrišču, ni toliko pomembno, a igramo s 3 ali igramo 4. So bolj neke druge stvari, ki so potrebne za dober rezultat, za dober izgled na igrišču in tisto je pol samo neka taktična zadeva, normalno, tudi zelo pomembna, ampak v nekih trenutkih je veliko bolj pomembna neka energija in vse ostalo, da se združi in da pride dober rezultat na koncu. Se mi zdi, ravno ta energija pri vas je zelo dobra. Spomnim se prav te tekme proti Chelseaju. Takrat je v bistvu služba vašega trenerja malo visela v zraku in na tisti tekmi se je prav zares videlo, da celotna ekipa igra zanj. Kako se spomnite te tekme, kako je trener odreagiral na to, dali ste mu s tem nastopom v bistvu prav zares en lep kompliment? Ja, definitivno mislim, da imamo vsi zelo veliko spoštovanje do trenerja in sploh lani, kaj so vsi skupaj ustvarili, pravzaprav že 2 leti gradijo in se res čuti neka povezanost med igralci, med trenerjem in mislim, da smo mu vsi skupaj hvaležni za vse, kar daje v klubu in ja, so bili neko obdobje slabših rezultatov, ki normalno tudi postavi na trenerja v težjih položajih, ampak smo se uspeli pobrati iz tega in trenutno nam res gre dobro in upam, da tako nadaljujemo. Kakšen je vaš odnos z njim? Kakšen je kot trener, kot motivator? Pa bi rekel, da zelo umirjen na nek način, zelo preudaren, zelo umirjen, zelo taktično usmerjen, tudi gre res v neke ekstremne detajle. Normalno, to je največji možni nivo nogometa in je vse pomembno in tako se tudi on obnaša in temu primerno. In ja, res daje vse ekipi in se lahko veliko od njega tudi odnese in nauči. Tudi v nekem obdobju, ko nisem igral, spremljaš, kaj dela z igralci, kaj je še mogoče malo bolj podrobno in malo z razdalje, ampak se mi zdi, da mogoče celo neke stvari bolj vidiš in ja, res dobro dela tu v Licu in tudi konec koncev se je že res uveljavil tudi v Angliji v prejšnjih letih. In ja, upam, da bomo skupaj lahko nadaljevali pozitivno.
Zdaj ste jasno redno uvrščeni v prvo enajsterico, ne samo to, zdi se, da ste vedno bolj tudi ena od glavnih točk v napadu, predvsem pri prekinitvah. Veliko opažamo, da grejo te direktne podaje na vas, ste izjemen skakalec, osvojite te zračne dvoboje, lahko date žogo naprej. Se mi zdi, da ravno ta schema pri Leeds Unitedu vedno bolje deluje. Ja, mogoče smo malo v zadnjih tekmah malo bolj direktni postali, tudi prekinitve so velik del nogometa v zadnjem času, sploh tu v Angliji se mi zdi, da se res daje velik poudarek na temu. Tudi vidimo, kakšno razliko dela Arsenal konec koncev v zadnjih letih pri tem in ja, je neka stvar, ki ti da neko dodatno kvaliteto moštvu mogoče in neka moštva so res zelo stabilna v obrambi in jih je to težko prebiti kot Crystal Palace recimo in pol če narediš razliko na prekinitvah, je to ena velika stvar. Ja, kot ste rekel, no, nekako sem se našel tu mogoče vzel v tem obdobju v spredju, mogoče pri prekinitvah, ampak sem prepričan, da tudi ko mogoče mene začneta malo dva kriti bolj ali pa en bo pa kdo drug skočil hitro, da res imamo fizično ekipo in vsakdo lahko zabije gol iz kota ali pa tudi z avta konec koncev dobro skoči in ja, imamo to res neko veliko kvaliteto v tem in jo moramo izkoristiti. Ja, smo videli, na predprejšnji tekmi ste dali celo 4 gole iz prekinitev za zmago s 4-1, kar je izenačitev angleškega rekorda. Ne? Res to nisem vedel, da je rekord. Ste se pogovorili kaj o tem v slačilnici? Ne, to nisem vedel, da je rekord, ampak ja, vedeli smo, da smo dali 4 iz prekinitev, ampak je pa pol še lepš mogoče kot pa ta zadnji zdaj, ko smo se vsi dotaknili žoge prej pred golom. Do njega pa še pridemo. 2 gola bi si prav zares želeli, da nam opišete, pa če lahko začnemo s tistim prvim vašim proti Chelsea. Mi takrat v studiu vem, da smo na dolgo in široko filozofirali, pa nas zanima, če nam vi lahko opišete, kako se spominjate tega gola. Pa ja, res prelepi spomini, nekako se ti vse poklopi v tistem trenutku. Res naletiš v nekem pravem trenutku in žoga pride vrhunska. Se vse stvari poklopijo, pol nastane ta gol in malo te neki sekundi nekdo rukne, malo zamudiš, hitro ni več tega in ja, res se morajo stvari poklopiti, no, in sem zelo vesel, da so se. Ja, ti da neko samozavest definitivno, ki so mu mogoče travo v tem trenutku za naprej in ja, so se stvari poklopile in sem zelo vesel. To vaše proslavljanje pri Leedsovih navijačih se mi zdi, da je opisalo ravno to, kar zdaj opisujete, ne? Da se vam je nekako res vse sestavilo. Ja, tudi pred njimi direkt tam ne prideš, niti ne moreš drugače reagirati, se mi zdi. Da nam samo podaljšaš nekaj korak in si pri njih vse toliko blizu, vsi skupaj ti daje neko dodatno energijo res in definitivno ne bom nikoli pozabil tega trenutka. No, drugi je pa ta zadnji gol proti Sunderlandu, ki so ga pa takoj tudi angleški novinarji in tudi vsi mi jasno pogrebili kot enega najlepših, najzahtevnejših, najbolj nogometnih, če hočete. Dejansko ste se, cela enajsterica se je dotaknila žoge in je šlo dejansko nekako v kontro temu vašemu slovesu od prej, da zabijate predvsem iz prekinitev, da je 50% vaših golov recimo iz prekinitev, tu pa prava brazilska akcija. A ste takoj vedeli, da ste ustvarili nekaj posebnega? Akcija se je začela pa z vami, ne? Ja, mogoče v tistem trenutku ne razmišljaš toliko o tem, ampak ja, tudi skozi celotno sezono bi rekel, da ne igramo toliko na prekinitve in res nekako dobro zgledamo. No, mogoče bi si še zaslužili iskreno kakšno točko več, kot pa imamo trenutno, kar se predstav tiče, razen normalno pride tudi kakšna slaba tekma, ampak jih res ni bilo veliko letos in se mi zdi, da igramo dober nogomet, no, da res smo proti vsaki ekipi do zdaj še konkurirali in smo vedno blizu in da bi si zaslužili še mogoče kakšno točko več po predstavah, ampak ja, če bomo tek nadaljevali, mislim, da se nimamo česa bati letos in ja, bo pozitivna sezona. No, to akcijo je zaključil Dominic Calvert-Lewin, vse boljši strelski form je 6. tekmo zapored je zadev, to je izenačitev klubskega rekorda starega več kot 60 leti. Se mi zdi zanimivo, ker na začetku sezone so ravno to strokovnjaki predvidevali, da bo imel Leeds največje težave prav s kadrom v napadu, tudi Calverta-Lewina ste dolgo čakali, posem na koncu je na to prišel. Mora biti res dober občutek,
ko vse to povežemo, da imate takšnega strelca v takšni formi. Daniel Farke ga je celo opisal kot enega najboljših napadalcev v ligi. Definitivno mislim, da je v boksu en izmed boljših v ligi. Res ima timing skoka, če ne najboljši na svetu, bi rekel, ker je res vrhunski v tem, kar počne. Ja, normalno, da vsak napadalec čaka tisto, da ga ponese neki in on je čakal mogoče ta prvi gol in ga je res ponesel zdaj naprej in nadaljuje v tem slogu in upam, da čim dlje nadaljuje v takšnem nizu tekem z goli in da podaljša ta rekord, koliko se le da. Ja, tudi na koncu si mogoče prisluži v poklicu reprezentancu in mislim, da ima ogromno motivacije neke in da ga bo to tudi poneslo naprej še nadaljnjim golom. Ja, prva priložnost bo že zelo kmalu. Gostujete na enem najbolj neugodnih terenov, ampak proti Liverpoolu ste igrali pred kratkim in to je bila tekma, na kateri se mi zdi, da je karakter vaše ekipe lepo prišel do izraza. Iz navidez že na pol izgubljenega položaja, dvakrat povratek, najprej 2-0, potem še na 3-3. Kako zadovoljni ste bili na koncu s to predstavo, na kateri ste sicer prejeli 3 gole, ampak na koncu vendarle delili točke s favoritom? Ja, tisto je res bila tudi ena taka tekma, ko te ponese stadion. Ko smo zadeli tisti prvi gol, se mi zdi, da Liverpool je ena taka ekipa, kot so lanski šampioni. Čutiš, da se jim začele malo tresti noge in vidiš, da je možno nekaj več, da lahko prideš do rezultata in ja, ko se začne to dogajati, ko si v nekem naletu, tistem nekem pozitivnem momentu v tekmi, se lahko zgodi karkoli in ja, tudi pol to nastane neke take malo nore tekme z rezultatom 3-3 in na Anfieldu bo pa ja, nekaj drugega vseeno. A pa imate ravno zaradi te tekme morda občutek, da jim lahko prekrižate načrte tudi tam, kjer sicer ekipe res redko karkoli osvojijo? Zakaj pa ne, nimamo nič izgubiti, konec koncev gremo tja, za nami je res neko obdobje dobrih predstav, dobrih rezultatov in gremo v Anfield, nimamo česa izgubiti, res ne, in moramo pokazati še eno vrhunsko predstavo, ki bo potrebna za točke in ja, se že veselimo tudi te tekme. Anfield, nek nov izziv in smo pripravljeni tudi na to. Ker bo to hkrati tudi spopad ekipe, ki daje največ golov iz prekinitev v angleškem državnem prvenstvu, doma pri ekipi, ki je najbolj ranljiva pri prekinitvah. Je bilo že kaj govora o tem, da tu vidite svojo priložnost morda? Nismo še tako daleč, iskreno še nismo tako daleč, šele smo po zadnji tekmi, treba se dobro regenerirati, normalno, da bo tudi sestanki, trener dobro ve, kje se da raniti, ja, ampak dobro, prvo se treba fokusirati na obrambo, pol šele pridejo prekinitve v napadu in ja, tisto bo najbolj pomembno, da res dobro stojimo v obrambi, da pravzaprav tudi obranimo prekinitve, ki so vsaka ekipa v ligi je res ekstremno nevarna in je tisto prvi fokus, da se prvo dobro obranimo, pa bo še prišli tudi tiste priložnosti v napadu. No, na to pa takoj zatem, nekaj dni zatem, pride pa za prebivalce mesta, v katerem tudi sami prebivate, pa tekma vseh tekem. V goste prihaja Manchester United, najbrž so vas že opozorili, kako pomemben obračun je to v Yorkshireu. Ja, je nekaj posebnega za njih, tudi za mene konec koncev igraš za ta klub. Derbi so vedno tisti, ki dajo nekaj več, ki pomenijo nekaj več navijačem, igralcem, tudi vsem pravzaprav v klubu, ki delujejo. In ja, nek dodaten fokus na to tekmo in probali zmagati doma. Se mi zdi, da je to tudi za vas kot nogometaša in kot osebo en tak zelo primeren izziv, da igrate tekme z velikanskimi vložki. Ja, definitivno. Skozi leta se je pravzaprav že kar teh nekaj tekem nabralo.
čeprav na kjerkoli nivoju si, vedno se najde neke posebne tekme, vedno se najde neke tekme, ki ti veliko pomenijo. Ali je to na ravni Manchester United, Leeds United ali na kakšni manjši, ni pomembno. Vedno si jih vzameš sebi, vedno želiš te tekme zmagati. Tako da ja, še ena res taka lepa tekma. Sem prepričan, da bo vzdušje vrhunsko in da bomo pripravljeni na vse, kar derbi ponuja. To vzdušje, o katerem govorite, Leeds United je tako ali tako že nadalje znan po tem res zvesti podpori. Stadion Elland Road je fantastično akustičen. Če to povežemo še s tem, na kar so nas pri klubu denimo opozarjali, ko smo prišli sem, da se mi ne predstavljamo najbolje, kaj to pomeni rivalstvo z rdečimi vragi, da je to pravzaprav neke sorte sovraštvo, ki ga bo treba zdaj v nekem športnem smislu udejanjiti, in da je tudi zaradi tega tekma vedno zgodaj popoldne, ker nočejo tvegati s tem, da bi še ljudje se opijali, da je to celo tekma največjega varnostnega tveganja na Otoku. Ja, mislim, da derbi to prinese. Še neko dodatno napetost med navijači je dodatno sovraštvo. Včasih ni lepo mogoče za navijače, ampak si oni tudi tega želijo konec koncev. Pridejo na tekmo zato, da to doživijo, da podprejo svojo ekipo najboljš možno in ja, zato pa tudi igralci vemo, kaj jim to pomeni. Vemo, da moramo dati še mogoče tisti procent več, da dosežemo zmago na koncu. Ste navdušeni nad publiko, ki podpira ta klub? Ja, definitivno. Ne vem, vedel sem, preden sem prišel sem, da je res vrhunsko vzdušje, ampak do zdaj v Angliji še nisem bil na boljšem stadionu, iskreno. In ja, proti Manchester Unitedu, kot ste rekli, tudi derbi je, bo pa še mogoče nekaj več. In ja, nas bo spet poneslo k neki nori tekmi in sem prepričan, da bomo pripravljeni na en lep dan na Elland Roadu in mogoče tudi na zmago. Jasno, prihaja tudi klub, za katerega igra vaš reprezentančni kolega Benjamin Šeško. Sta bila morda kaj v kontaktu, ne toliko zdaj pred to tekmo, ampak nasplošno zdaj, ko sta edina Slovenca, ki igrata na Otoku? Smo bila tudi zdaj po poškodbi in sem vesel, da se je vrnil zdaj tudi v tem obdobju, da bo lahko prišel sem na Elland Road in da bo ena dobra borba na igrišču. Verjamete, da se bo lahko tudi on izboril malo več zaupanja? Tam se zdi, da so še vedno rahlo skeptični glede njegovih kakovosti. Pa definitivno, ko bo ujel ta val, ko ga lovi mogoče naš napadalec trenutno in bo tudi on rastel in pridobival na samozavesti in mislim, da ekipa verjame van, trener verjame van in to je najbolj pomembno. Kar se dogaja znotraj ekipe, konec koncev, kar se dogaja okrog, je treba odmisliti in se koncentrirati na igrišče in če mu bo to uspelo, kar je najbolj pomembno konec koncev, da upam, da mu bo in da bo res tisti pravi Beni na igrišču. Čisto za konec, Leeds United je bil predviden v tisti skupini ekip, ki se bodo borile za obstanek. Jasno, zaradi izkušenj v zadnjih letih so moštva, ki so napredovala iz druge lige, vselej izpadla, ampak zdaj se zdi, da vi ne po mentaliteti, ne po kvaliteti igre, ne po uvrstitvi, ne po prednosti, ki jo imate do 18. mesta, niste več v teh kombinacijah. Se tako počutite tudi igralci sami v slačilnici? Pa mislim, da smo že od začetka sezone vedeli, da imamo dobro ekipo, da imamo neko povezanost znotraj te in se res fokusiramo na tekme, na predstave, ki jih pokažemo na igrišču in tisto je na koncu najbolj pomembno, tisto prinese točke in lestvica bo pokazala svoje na koncu. Sezona je še dolga, veliko stvari se še lahko obrne, ampak ja, če bomo tako nadaljevali, mislim, da se ne rabimo česa bati. Jaka, najlepša hvala za vaš čas in srečno. Hvala vam.